Dober dan. Ja, situacija je taka, da sva zopet drug z drugim prek žice povezana. Po drugi strani je pa situacija taka, da zaradi policijske ure in zaradi prepovedi prehajanja regionalnih mej, se pravi mej med statističnimi regijami, ti iz Bohinja v Ljubljano ne moreš priti, oziroma dobro, ne, z posebnimi dovolilnicami bi lahko prišel. Hkrati pa epidemija s 1500 novimi obolelimi samo včeraj navaja na misel, da je treba biti previden. Policijska ura, to je ukrep, ki v Sloveniji po mojem vedenju od leta 1945 naprej ni veljal. Kako gledaš ti na to? Na ta ukrep. Slišati je bilo, rečeno je bilo, kot da naj ne bi šlo za policijsko uro, ampak za neko epidemiološko ali nekaj temu podobnega. Ampak če sem prav poučen, to me boš ti popravil, so že neke polemike na primernost oziroma zakonitost oziroma legitimnost takega ukrepanja s strani vlade. To se pravi, so pomisleki ne v toliko v smer, ali je strokovno utemeljeno narediti nek režim, tudi če je zelo rigorozen, ampak ali je pravno utemeljeno na tak način, se pravi, ali je pravno pravilno narejeno. Jaz z strokovnostjo ukrepa policijske ure nimam nobenih težav. Razumem, da stroka ve, da stroka razume, da je ob eksponentni rasti potrebno tak ukrep uvesti. Ponavljam, s tem nimam težav. In ker je ukrep potrebno uvesti, tudi z legitimnostjo ukrepa nimam težav. Težave imam na točki legalnosti ukrepa. In ne glede na to, da je situacija res zapletena, ko gre za epidemijo, se mi zdi, da znotraj ustavnega in pravnega reda obstajajo mehanizmi, da se tak ukrep izvede na način, ko ne bo niti najmanjšega pravnega dvoma. V redu, zdaj ustavni pravnik Teršek, profesor Teršek je na Ustavno sodišče dal pobudo, da presodi, ali je uvedba policijske ure brez razglasitve izrednih razmer dopustna. Torej je zdajle žogica na terenu Ustavnega sodišča, da Ustavno sodišče presodi, ali je tako rigorozen ukrep možno uveljaviti, ne da bi predtem razglasili izredne razmere. Jasno, tudi razglasitev izrednih razmer ima svoje učinke, ki so prav tako neprijetni. Tako, se mi zdi, da bi bilo smiselno, če Ustavno sodišče v najkrajšem času sprejme svojo razlago pravne situacije, zaradi tega, ker o tako pomembnem ukrepu se mi zdi, da ne sme biti dvoma v javnosti, in če dvoma ni v javnosti, potem se bodo ljudje ukrepa tudi toliko bolj držali oziroma ga spoštovali. Če pa grem jaz po Ljubljani, se s kolesom peljem preko dneva, vidim, da ljudje zelo dosledno spoštujejo ukrep nošenja maske tudi na odprtem prostoru. In se mi zdi, da med ljudmi lahko zaznamo neko dosti visoko stopnjo odgovornega ravnanja. Ni tako enostavno prepričati ljudi, naj tudi zunaj maske nosijo. Ja, saj je pravzaprav pri ljudeh verjetno manjši del problema, če že problem pač obstaja.
že spomladi je bilo ljudi relativno enostavno prepričati v smiselnost ukrepov, ampak ena od značilnosti ukrepov oziroma dejanj ali pa naravnanj ljudi vedno je v prepričanju, da so pač univerzalni, sprav, da veljajo za vse enako. Ne. Letošnje poletje nas je prepričalo, da COVID ni za vse, vsaj v percepciji vladnih ukrepov, za vse enak. Ne. In zato so zdaj ljudje manj disciplinirani. Na kaj cikaš, na kaj ciljaš? Na sprehode ob Kolpi, ki se je privoščila politična vrhuška? To je sigurno, to zimi je bilo sigurno v škodo. Ne? Na politiki so se delali, da njih se, in to govorimo o predsedniku države, govorimo o predsedniku vlade, govorimo o notranjem ministru in vseh drugih, recimo tudi ministrici Kustec-Lipicer, ki imajo nekako vtis, da so privzdignjeni na ukrepe in da raja pač more maske nositi in da nekako COVID-19 njih zagrabi, oblasti pa ne. To je bila taka tipična Trumpovska iluzija. Tudi Trump je končno staknil pač COVID-19, čeprav je bil v posebnem tretmaju v parih dneh zdrav. Oziroma saj poskuša nas prepričati, da je bilo to tako. Ampak se pravi, reševanje vojaka ekonomije, ne, zlasti turizma, ne, v poletnih mesecih je zdaj naredil svoj davek. Res, da Slovenija tukaj ni izjema. To je bilo na ravni celotne Evrope. Problem pa je v tem, da je tam padla neka legitimnost. Notranja legitimnost je padla in ljudje zdaj ne jemljajo, saj še ta trenutek v polnosti se mi zdi ne jemljajo resno, ukrepov jemljajo pa resno COVID očitno, ne, se zavedajo, da bo treba pač nekaj narediti. Ne. Ampak če smo midva zdaj pri tem, da rečeva legitimnost, legalnost. Legitimnost sigurno na koncu koncev jo bomo vsi priznali. Ne. Legalnost je vprašljiva, ampak ta napetost med legitimnostjo pa legalnostjo nas pa napotuje k nekemu vprašanju. Ime česa, ne, je vladna samovolja, kolikor jo pač lahko dokažemo in vidimo in dokažemo, mislim, da jo lahko. To se pravi, kaj je notranje gonilo teh vedno novih in novih ukrepov, ki v bistvu stalno izražajo neko superiornost v odločanju in neko samovoljnost v odločanju in vedno nas puščajo v nelagodju, da ob tem, ko vlada ukazuje nekaj, kar je objektivno potrebno, subjektivno še nekaj zadaj, da ima te ukrepe vedno za nekakšnega trojanskega konja. To je zdaj tista skrb, ali jo lahko upravičimo. Ne? Ja, tako, jaz mislim, da je ključnega pomena v teh razmerah vprašanje zaupanja in pri zaupanju imam jaz podobne težave kot ti. Ne? Pa če se na glavo postavim, ne morem razumeti, ne? Zakaj bi bil ustrezen epidemiološki ukrep, recimo odstavitev direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada. V čem bi bil ustrezen epidemiološki ukrep, da vrhunskega kandidata za direktorja Pedagoškega inštituta, potem ko je dobil strokovno podporo, ne podpre tudi vlada? V čem je epidemiološki ukrep, da vlada odstavi direktorja Statističnega urada? V tem teče beseda še na sodniji, medtem ko je pri Nacionalnem preiskovalnem uradu sodišče svoje že reklo in se odstavljeni direktor Nacionalnega preiskovalnega urada vrača v službo. V čem je epidemiološki ukrep gonja proti RTV Slovenija in še bolj, v čem je epidemiološki ukrep gonja proti Slovenski tiskovni agenciji? Ne razumem, zakaj je potrebno iti v konfrontacijo z nevladnimi organizacijami, ki slabe 3 desetletja bivajo na naslovu Metelkova 6, pa se je nekaj dni nazaj sprejel ukrep izselitve nevladnih organizacij, češ da je stavba potrebna prenove, medtem ko so v proračunih sredstva za prenovo
rezervirana šele v precej daljni prihodnosti. In tako naprej. Se pravi, cel kup vidikov bi lahko naštevali in temu dodali kontradiktornosti, ki jih ob razlagi ukrepov povzročajo sami predstavniki vlade. Da jaz ob najboljši volji ne morem razumeti, pravzaprav, kater ukrep je v resnici veljaven, če poslušam na eni strani notranjega ministra, po drugi strani uradnega vladnega govorca, na tretji strani ministrstva za izobraževanje in na četrti strani državno sekretarko za zdravje, pa dodajmo še direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Spravi, kaj velja, lahko v resnici razumem šele, če zelo temeljito preštudiram uradni list. In bi si drznil reči, da zmeda v komuniciranju ni povezana s komunikacijsko šibkostjo ljudi, ki so našteti, pač pa je v veliki meri povezana z organizacijsko šibkostjo in v veliki meri je povezana s tem, da se za zaveso boja proti covidu pravzaprav dogajajo strukturni posegi v družbene odnose. Ja, mene je včeraj tudi zelo presenetilo, bi težko rekel, na vsak način pa do določene mere razjezila informacija o Metelkovi 6 oziroma o tem nekulturnem poniglavizmu Vaska Simonitija, ki to počne brez dvoma po navodilih, saj on je vendar samo izvedbeni vojak, Janeza Janše. Namreč to, da kot si povedal, da se vpenjajo v to kontradikcijo, da po eni strani, se pravi, da lažejo, se pravi, da rečejo, izseljujemo jih zato, ker bomo prenavljali, v proračunu pa sploh ni denarja za prenovo. Se pravi, da jih ujameš na laži v prvi potezi, nakazuje na to, da v bistvu lažejo brezsramno, da niti ne skrivajo tega, kar hočejo narediti. Se pravi, tam imamo pač Mirovni inštitut, tam imamo Masko, tam imamo NSK, Inštitut 8. marec, NSK, Irvine in tako naprej. Tako, ja, to se pravi, tukaj gre za nekaj, kar je tako, za nekaj, kar Slovenijo v kulturni sferi pravzaprav dviguje nad neko povprečje, dviguje v mednarodnem merilu. To se pravi, gre za nekaj, kar je naredilo nekaj, kako ne rečem, izkazalo je kakovost. Tam se izdajajo publikacije, knjige, ki se berejo kot humanistična vednost, kot znanost, kot nekaj svežega, kot nekaj, kar ni zagovedno sedanje oblasti in pa etablirane kulture, kot jo tam reprezentirajo. In da grejo in se vtaknejo natanko v to. Dobro, po eni strani to lahko usporedimo s tem, ko je poskušal Janković izseliti takrat tiste v Rogu, ja. Ampak gre pa za več kot to. To je dvignilo na neko državniško raven in to v času, kjer vse druge panoge naj bi pustile pri miru, naj bi z njimi ravnali nežno, zato kot z jajci, da se ne bi razbili. Tukaj bo s takim brutalnostjo posegati v neko ravnovesje, ki je v Sloveniji že itak pravzaprav ni več ravnovesje. Ravnovesje bi bilo v nekem drugem pomenu, ko bi ta civilna družba bila nekako proti pol, ampak ne v negativnem, ampak v pozitivnem smislu za državo, kjer bi vladal nek dialog, kjer bi vladala neka interakcija v pobudah, ki bi jih potem zakonodajna telesa, zakonodajna veja oblasti pretakala v zakone skozi argumentacijo, skozi pretres argumentov, skozi argumente in protiargumente in tako naprej. Civilna družba v tem smislu že ni upoštevana, zdaj pa iz pozicije moči v tako občutljivem času,
ko je kultura utrpela mnogo hujšo škodo kot naprimer turizem, ki se ga zelo poudarja, ampak za turizem smo mi dobili zdaj tiste bone turistične, ne, ki se še mimo grede zdaj uveljavljajo, za njih v bistvu ne veljajo ukrepi. Ne. In tukaj v Bohinju se turisti sprehajajo z pač izgovorom, da so rezervirali že poprej. Se pravi, najprej so vprašali virus, če jih bo zdaj zaobšel, virus je rekel v redu, ker vlada slovenska tako reče, vas pa ne bomo okužili, oni se zdaj lahko sprehajajo. V kulturi niso bili podeljeni, ali pa za kulturo niso bili podeljeni nikakršni boni. Ne. Skratka, kultura je že zdaj sama po sebi zelo ranljiva in je tudi ranjena in tako brutalen napad na njo. Jaz mislim, še več rečem, ne. Jaz mislim, da bi morali iti v civilno inicijativo in pač iz kulturniške pozicije civilno družbo pač podpreti. Tako ali pa drugače, treba jo je podpreti, zaradi tega, ker ta brutalnost ima neko svojo sinusoido, Janša od prvega dne, odkar je prišel na oblast, v rednih frekvencah napada različne dele, ne samo civilne družbe, celo različne dele institucij, javnih institucij, kot si jih lepo naštel, kdo vse je bil odstavljen, zakaj je bil odstavljen. On ne zdrži samega sebe več kot en teden ali pa dva, potem mu začne po glavi brneti in mora nekoga zrušiti, mora nekaj narediti. In da ne bo... Smešno je to, samo vložek, smešno je to, da je, ko ne rečem, svoje ime prinesel ravno v institucijo, kjer že so trije Janezi Janše. Ta je zdaj že četrti, če se kvadrirajo. A ti povem misterij napada na Metelkovo 6? Povej. Tam je Mirovni inštitut med drugim. In Mirovni inštitut je ena zelo redkih inštitucij v Sloveniji, ki je ob začetku, poudarjam ob začetku svojega poslovanja, bil deležen podpore strani človeka, ki se piše George Soros. Se pravi ameriškega mecena madžarskega porekla. Soros že zelo dolg časa kot mecen ni prisoten na Metelkovi 6 na Mirovnem inštitutu, da se razumemo. Vendar očitno je v tej svoji orbanovski logiki ta vlada potrebovala obračun z nečem, v čemer sama vidi ostanke Sorosa. In se je zaradi tega lotila inštitucij, ki pa, kot si pa ti omenil, dajejo neko zelo svetovljansko in pomembno živahnost temu občasno prehlajenemu kulturnemu prostoru. In tako čakam, da bo v kakšnih čivkanjih razkrito, pravzaprav, da gre za napad na Soroševo utrdbo, če tudi Soroša tam na Metelkovi 6 že zelo dolgo časa ni več. Mogoče bo za nazaj pojasnen tisti napad, ki je bil pred meseci in meseci, ki se je zgodil, če veš, v tistem, ali je tam en bar, ali je na lokal, ali kaj že bilo, ki je imel obliko nekega napada na spolno orientacijo, nekaj tazga. Se spomniš? Spominjam, ja. Mogoče se bo najdla kakšna povezava s tem. Ja. Dobro, ostajava na zvezi, če ne drugače preko Zooma, pa upam, da se čim prej vidva v živo. Tako, zdaj si peva pa roke umit. Hvala. Drži, čau.